Brez jezika naroda ni. V soboto so se na večnamenskem prostoru ob tržnici Medvode zbrali najbolj pridni bralci v Medvodah. Knjižnica Medvode je tako kot vsako leto tudi letos organizirala projekta Poletavci in najpoletavci, s katerima spodbujajo poletno branje med mladimi. Za razliko od lanskega leta pa so letošnji poletavci bili nagrajeni tudi z zaključno prireditvijo. Poletavci in najpoletavci je projekt Mestne knjižnice Ljubljana, ki stremi k temu, da bi med otroki zgradili neko bralno kulturo, ki ni omejena le na šolo. V projektu lahko sodelujejo otroci stari med 7 in 12 let, ti so poletavci, za najpoletavce pa se lahko potegujejo najstniki med starostjo 13 in 16 let. Cilj projekta je ta, da bi med poletnimi počitnicami mladi 30 dni brali po najmanj 30 minut na dan. Prebrano si nato zapišejo v bralni seznam, starši pa s podpisom potrdijo, da so res brali. Seznam nato do 10. septembra pošljejo v knjižnico Medvode, 25. septembra pa so bili potem povabljeni na zaključno prireditev, kjer so prejeli majico in priznanje, najsrečnejši pa so zadeli tudi lepe nagrade v nagradnem žrebu. In pa tudi najpoletavci, to je projekt Mestne knjižnice Ljubljana, ki pa se ji knjižnica Medvode pridružuje. Gre za promocijo poletnega branja. Knjižničarji si namreč želimo, da bi otroci brali skozi celo leto, ne samo tekom šolskega semestra, ampak potem tudi med šolskimi počitnicami. In s tem projektom spodbujamo otroke k temu. Letošnje leto je bralne sezname poslalo kar 86 poletavcev in 11 najpoletavcev. Torej skupaj 97 bralcev. Nasploh je v zadnjih časih, sploh sedaj med korona krizo, bil opazen velik porast ljudi, ki berejo tudi v prostem času. To je moč opaziti tudi v knjižnici Medvode, kjer, kot pravijo, je bil viden veliko večji porast izposojevanja knjig kot v prejšnjih letih. Knjižnice smo tiste, ki nismo imele upada v obisku. Ravno nasprotno, veliko ljudi se je posluževalo branja, še posebej, ko smo bili zaprti, so res množično hodili v knjižnico in brali. Res, da nismo bili odprti na ta način, da bi lahko prišli v knjižnico, smo pa paketke s knjigami potem pripravili pri vhodu. Na samo podelitev je prišlo veliko otrok, ki so si tam lahko skupaj s starši ogledali tudi cirkuško predstavo klovnov Benje in Zupija iz cirkusa Cizamo, ki sta s svojimi vragolijami zabavala vse navzoče. Za konec pa sta nam zaupala tudi zabaven nasvet za vse tiste, ki se letos niso udeležili, na kak način lahko tudi oni začno več brati. Zdaj, če imajo pri mizi kakšno nogo prekratko in imajo tam podloženo knjigo, knjigo vzamejo ven in dajo od spodaj kajlo in potem knjigo preberejo. Izjemen nasvet.